Vse, kolikor pa vidiš kakšnega v luksuznem avtu, ki ima telefon na ušesu, namesto da bi uporabil Bluetooth, ki veš, da ga ima, ki je avto 100 jurjev plus. Stari, iskreno, takole med nama, tale vlog mi bo kar malo težko posnet. Bom zelo hitro razložil, zakaj. Ajde, gremo. A veš, tole za mano je Toyota RAV4. Jaz tudi privat vozim Toyota RAV4, ampak malo drugačno. Mislim, moj Darko je tisti RAV4, ki je Black Edition. Se veš, Black on Black. Tale pa vidiš, da je malo drugačen. Predvsem gre za ta prvega priključno hibridnega rava sploh. Moj RAV veš, da je Darko, ne? Tako da Darko, da si zdaj malo pokril šesa ali feltne ali karkoli že. A veš, ni variante, da rečem, da sem zbral napačnega rava, zato ker ga nisem. Tudi če bi se moral ponovno odločiti, bi zbral točno tako varianto, kot sem jo. To se pravi, RAV4, običajen hibrid s 4-kolesnim pogonom. Ta je pa, kot sem rekel, malo drugačen, ker pomeni, da sabo troga dosti večjo baterijo. Pa stari vice, da je šla Toyota v tole priključno hibridno zgodbo v povezavi z RAV4 kar dosti napoln. A se lotimo kar številk. Tako kot moj RAV ima 3 motorje. Enega bencinskega, ta je 2,5 litrski. Darko ima enacga, ne? Pa imamo pa še 2 elektromotorja, enega pri sprednji, pa drugega pri zadnji osi. Unmu motorju na zadnji osi so dali malo več džuska, tako da zdaj zmore, ne vem, veliko več, kot je prej, ne 60 konjev več. A veš, valjda pri zmogljivosti baterije pride do razlik, zato ker kapaciteta tele je 18 kWh pa drobiš. A veš, to pomeni, da v tem segmentu ne boš našel priključenega hibrida z večjo baterijo, predvsem pa z daljšim električnim dosegom. Je Toyota kar na polno udarila, pa da ti par cifer povem še v povezavi s štromom oziroma z dosegom. 18 kWh v osnovi to pomeni, da če si res previden, to pomeni, da bi se mogoče celo utegnil približati 100 km električnemu dosegu. Vse realen je seveda malo drugačen, ker pol hitro padeš kakšna avtocesta, pa kakšna podeželska vožnja malo hitrejša, pa smo hitro pol na 60, 70, 75 km. Ker ne pozabi, priključni hibridi tega segmenta ponovadi koliko jim znese? 40, 50, tam nekje. Drugače pa sistemska moč vsega, kar ti je avto sposoben ponuditi, to se pravi bencinar plus elektromotorja, je 306 konjev. Stari, to je kar dost. Od 0 do 100 nuca 6 sekund, kar je na 2 sekunde hitrejši kot Darko. A ti pokažem, koliko dobro potegne. Lej. Smo bili že na 90, 1, 2, 3. 4 pogon tudi pomaga, dober grip. Poprečna poraba, stvar, o kateri seveda vedno in brez izjeme najmanj maram govoriti, je pa lahko odvisna. Ali se furaš praktično sam na štrom, če imaš kratke razdalje, ali pa boš imel povprečje liter pa pol ali pa 3, kaj pa jaz vem, jaz v tem trenutku miksam čisto vse, pa velike avtoceste pa zavozim 6 litri. Ni slabo za 300 konjev, predvsem pa za to odzivnost, ki jo dobiš ravno zaradi štroma, pa ne samo pri priključnem hibridu. Ne. Tudi Darko, mislim, navaden RAV4 se fejst zgane, ravno zaradi tega pa tudi vsi ostali hibridi, no te rekli, zdaj sam Toyota hvalim. Se pa priključno hibriden RAV4 od običajnega rava seveda mora razlikovati. Ena zadeva so seveda feltne, serijsko se mi zdi, da so 19-solski. Do največjih sprememb pride pa predvsem na sprednjem delu, zato ker je več kroma, se mi zdi, da Toyota na ta način poudarja tudi ta njegov delno eleganten karakter. Skratka, razliko vidiš takoj. Ti mi pa povej, a ti je všeč ali ti ni. Tudi tole barvo, ne vem, če na navadnem ravu sploh lahko dobiš. Toyota, to morate vi povedati, meni se zdi, da takšne barve rava, razen priključno hibridnega, še nisem srečal. In zdaj, ko pridemo do rava, do hibridne ponudbe, je to največ, kar si v tem trenutku sploh lahko zamisliš. Zmogljivost, ekonomičnost, ajde, cena je tista, ki ga malo dol toča, ampak logično, priključni hibridi so pač dražji. Pa stari sedeži so odlični, pa zdaj le kazuni prbija, ne? Koliko imamo? Zdaj je 28 stopinj, pa je ura 9 zjutraj. Lej, tako ti jim povedal. Preden sem ta avto prevzel na test, sem vozil Mercedesa S, Škodo Octavio RS, Ford Pumo, pa še en avto, ki se ga zdaj ne spomnim. Kaj je že bil? Ne vem, nima veze. Hočem reči, da se Toyoti pozna, da so na ti z Afriko pa z Bližnjim vzhodom, zato ker klima v tem avtomobilu, stari, vprost, ampak ni primerjave. Meni se zdi, da imaš še enkrat zmogljivejšo klimo, kot vse, kar sem prej naštel. Ne znam ti drugače razložiti. Bonus pike dobi pa za tole pa tole modro tipko. Vidiš, tole zgoraj je gretje. Tole je pa ventiliranje oziroma hlajenje sedežev tudi 3-stopenjsko. Pa ni variante, da ti je tukaj noter vroče. Drugač pa klasične zamere, vmesnik je tist, ki pri Toyoti čaka na neko generalno prenovo, se veselim. Merilniki so pravzaprav kombinacija digitalnega tukaj na sredini s klasiko na levi oziroma na desni strani. Vidiš, moja učinkovitost hibridne oziroma vožnje na splošno sem na 73%. Valjda probaš z vsem, kar delaš med vožnjo, s tem, koliko znaš predvidevati, koliko si učinkovit z gasom pa zavorami, tudi dosež čim večjo cifro. In to so taki majhni prijemi, da postaneš mogoče še malo bolj varčen voznik oziroma
probaš izkoristiti celoten potencial vozila po ekonomični plati. Pa še ena stvar. Avto je precej težji od navadnega rava. Ne pozab, pri priključnih hibridih so baterije že kar velike pa težke in ta masa, ki je dodatna in je na nek način lahko tudi breme, se ne pozna. Pravzaprav, dokler ga ne nasloniš v vink, pa se mi zdi, da se mal pozna tudi na bremzanju. Ne, da bi bila zavorna pot daljša, ampak imaš tega feelinga, da je avto težji. Ampak to so take malenkosti, da grem praktično stav, da tega nihče ali pa skoraj nihče ne bo sploh opazil. Kaj se mi zdi pa ključno? Jaz poznam par ljudi, ki vozijo priključnega hibrida in med vsemi temi so tudi trije, za katere de facto vem, da ne izkoriščajo vsega, kar priključen hibrid ponuja, predvsem po plati električnega dosega, pa si pa mislim, pa zakaj si človek ti to kupil? Ker če ti plačaš dodatne dinarčke, da lahko avto ti doma dofilaš in izkoristiš v tem primeru znaten električen doseg, plus 50 km z lahkoto in na ta način lahko tudi fejst prešparaš in na nek način skozi čas upravičeš tudi višjo ceno, ker ne pozab, pa se na 100 km voziš za koliko, evro pa pol, to pač plačuješ tisto tarifo doma, ne? V glavnem, vi trije buksenli veste, kjer ste, tole imate v avtu, dajte to tudi ponucati. A veš, sej, človek se včasih vpraša, kakšno stvar ne. Sej, kolikor to vidiš, kakšnega v luksuznem avtu, ki ima telefon na ušesu, namesto da bi uporabil Bluetooth, ki veš, da ga ima, ki je avto 100 jurjev plus, pa ne, rajš telefon na ušes. Take fore, no. Zdaj pa sam še zaključek. Ali pa mogoče sam še en nasvet, pa sploh ne samo za voznike Toyota ali pa za kupce RAV4, ne. Če znamka omogoča, da dokupaš kaj takšnega za kufer, to se pravi neko tako trpežno gumo, daj se za to odloč, ker se mimogrede zgodi, da furaš v avto, jaz sem recimo tukaj eno deko, ki sploh v bistvu ne vem, od kje je. In če se ti dostikrat zgodi, da v kufer vržeš kaj takega, ker ni absolutno čisto, to pa mislim, da smo vsi taki, ali pa nismo, se ne vem, v glavnem, daj si to v misel, zato ker to ne košta toliko, je pa vreden zlata vsake toliko cajta. Za konec pa, jaz mislim, da je RAV4 plug-in, to se pravi priključen hibrid avta za mojim hrbtom v tem trenutku praktično idealen RAV, če si ga lahko špogaš. Si misli. A veš ti, mater je vroče, s štromom pokriješ večino potreb povprečnega voznika, zato ker pač kdo pa na dan naredi več kot 60-70 km. Ja, vem, veliko nas je, ampak povprečje je pa dejansko tam nekje, ne? Dajmo to upoštevati. Ali pa mogoče samo še to, nisem pohvalil njegove pameti, rad bi izpostavil sistem, ki pomaga pri zadrževanju na voznem pasu. Jaz ga ne samo tukaj, tudi v Darkotu nucam ves čas, zato ker dela odlično, ga ne morem prehvaliti. Pa še ena fora se mi zdi dobra in tudi tukaj Toyota pa RAV4 sploh nista edina, ampak zdi se mi vrhunsko to, da ko se približuješ v veri, ki želiš parkirati, le nemogoče ga je butniti. A veš, če hočeš priti prebliz, bom kar sam za bremzo rekel, dost je, stari, koliko bliz bi rad šel, a tole ni dovolj. Znaš, to so te glavne stvari, ki sem jih hotel izpostaviti. Orang avto. A še kaj? Jaz mislim, da ne. Folk? Lepo se majte. Ajde. Ziher sem kaj pozabil, stari. Štrom, motorji, feltne, doseg, klima naprava, sedeži, kabina, umestnik, števci, kva še? Naš dober avto, nimam kaj za reči. Pozici so vrhunski. Pa placa je tudi dost, tudi v drugi vrsti. Tako, family car. Pa glede na to, da je SUV, pa da ima razmeroma visoko težišče, se pele odlično. No to. Zdaj pa res adijo. Ajde.